Ljubitelji tenisa, pozdravljeni, teniški podcast je nazaj. Nazaj sva tudi medva s Petrom Pevcem. Tokrat v beli opravi, kot se za Wimbledon spodobi, tudi z jagodami. Smetane nimava, ampak smetana bo pa celoten podcast. Peter, dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, prvi dan Wimbledona. Marko, jaz sem noro neučakan, čeprav me glas malo ne poslušam, ampak dobro, tudi to bomo zrihtali. Pa zagotovo bomo 14 dni uživali maksimalno. Jaz mislim, da kar greva počasi v akcijo. Gledal si pripravljalne turnirje, vem, da si bil na dopustu, ampak sigurno si saj z enim očesom spremljal. Glavna zgodba je sigurno bil Tim van Rijthoven, ki je pravzaprav prvič slavil doma po dolgem času. Odkrili smo pravzaprav spet, da obstaja tenis, kjer lahko gojiš, da je reč malo retro tenis, servis volej kombinacijami in konec koncev tudi v naslednjih tednih smo videli še nekaj igralcev ob Švicarju Beljeju, ki je pravzaprav z izključno servis volej igro pokazal, da ta tenis nekako še ni za izginoti. Ampak kdo so bili pravzaprav igralci, ki so tebe najbolj navdušili v teh prvih 3 tednih? Ja, omenil si Tima van Rijthovena, omenil si Antoana Beljeja, definitivno ne moramo mimo Maksima Cressija, tudi on je že v bistvu v lanski sezoni dokazal, da servis volej igra nikakor ni mrtva. Na Twitterju se je celo pojavil nov account Serve and Volley, ki spremlja take fante, recimo v kvalifikacijah Marc-Andrea Hüsler, v kvalifikacijah Wimbledona z 98 prihodi na mrežo, Andrea Vavasori s 130 prihodi na mrežo. To kaže na to, da podlaga je dovolj tudi hitra, da si lahko fantje to prvošijo in zaključujejo točke na tak način. Povej mi, kaj pa od ostalih, da je reč na favoritev, dobro, nekatere nismo videli, sam sem pogledal ekshibicijski dvoboj, ki ga je Novak samo enega igral, napovedan je bil za 2 z Aliasimom, zgledal je fantastično. Rafa v redu, zelo v redu, z Aliasimom sicer zgubil, pol drugi dvoboj, v prvem je pa odigral zelo dobro, tako da mislim, da Rafa glede tudi poškodbe je pripravljen, kaj greva, kar midva počas na žreb. Jaz bi še to povedal, da ne morava mimo Carlosa Alcaraza, njegovo gibanje na travi ni tako dobro, kot pa na ostalih podlagah in kljub temu, da Carlos Alcaraz na nobeni pripravljalni tekmi do zdaj ni neki lih prepričal, je pa nakazal, da je to tisti del sezone, ki ga bo raj čim prej končal. V prvem krogu ima recimo Štrufa, ampak na žreb se bova, kot si rekel, kasneje vrnila. Kaj greva po četrtinah? Greva kar po četrtinah, pa začneva z moškim delom žreba, glede na to, da bojo moški zgornjo polovico začeli danes. Jasno, centralno igrišče odpira branilec naslova, 3-kratni, Novak Djokovic. Takole, iskreno, v tem delu žreba, saj, kar sem jaz opazil, to pomeni, če greva v zgornjo četrtino, Novak v četrti krog, torej osmina finala, brez najmanjše težave. Tlele dejansko od edini, ki je pravzaprav, ki sem ga še opazil, je bil Tim van Rijthoven, ki je v tem delu žreba in ne bi bilo pravzaprav nemogoče, da se znova pomerita v osmini finala. Ne bo to jasno lahko delo za nekoga, ki ni izkušen nastopati. Prvič igra na Grand Slamu. Tako, na 3 dobljene, Wimbledon in tako dalje. Ampak ne nole samo do osmine finala z lahkoto, ampak tudi do četrt finala. Karkoli drugega bi bilo zame ogromno presenečenje. Mogoče se bo pomalo bolj zapletel, kdo bo njegov nasprotnik v četrtfinalu. Sam tle imamo že prvo kolo zanimiv dvoboj Sinner proti Wawrinki. Sinnerja nismo dosti videli, ker je imel težave s poškodbami, ampak govoril sem tudi konec koncev z našimi srbskimi kolegi in so rekli, da ste igrali včeraj s Krajinovićem, da Fičo pa ni igral slabo, da je igral v finale, da ni imel pogoje, da je šlo vse mimo njega. Ampak se veš, Sinner dokler je sproščen, igra noro, me pa zanima, kakšen napredek bo s Polom Anakonom. To se mi zdi, da je, mislim, z Anakonom. Darren Cahill, Anakon ostaja pri Flicu, pardon. Darren Cahill, skratka, res me zanima, ker veš, da sem imel dosti pripomb nad Vagnocijem, kot da ga ni bilo, dejansko v njegovi ekipi. Ja, nisem videl dodane vrednosti. Gledal sem ga v Roland Garrosu, pa res sem gledal veliko dvobojev. Ampak veva pa, da Anakon je mojster, velemojster. Začel je že konec koncev z Leightonom Hewittom, pa tako dalje v svoji karieri. Darren Cahill, ja, tudi to. Anakon, Cahill, ti ne gre? Ne, pa gre, pa se oba ločem, ampak ne, se vem, da to so te neučakanosti jutranje. Jutro je. Tako, jutro je, povezujem. Skratka, ta stvar bo definitivno zanimiva, bomo videli, kaj me bo spelal. Je pa tako, tudi Alcaraz kama Štrufa, ki Štruf tudi je v grozni formi v zadnjem času, tako da mislim, da bi to Alcaraz mogel delati. Pa je pa že drugo kolo Fonini, verjetno. Bomo videli, čeprav
Zdaj tako, moje mnenje je, da če pride Alcaraz v četrtfinale, ne bo to sprehod za Noleta. Še vedno bo Nole zame velik favorit, ampak če pride tja, pomeni, da se bo gradil, dobival občutek za igranje, ni pa on človek, ki ne bi znal igrati na travi. To pomeni, če gledamo, ne vem, prvi stik Rafe s travo je bil po mojem dosti slabši, kot je Alcarazov. Kaj 2003, takrat je igral prvi. Ampak spet, ne, to so dejansko ljudje, ki napredujejo iz leta v leto, ne. Tako da povej mi, koga bi da odtlele ti v četrtfinale kot nasprotnika Noleta? Noleta, absolutno, pa ne vem, nek Nemc, mogoče Štruf, no, čeprav si rekel, da je v slabi formi, Ote. Morava nujno omeniti Oskarja Oteja, specializa travo. Pa veš, da je še tam, ne smejo pozvati, Andy Murray je v tem delu. Zdaj ne veva, če je zdrav. Čist mogoče, da igrata Nole tam. Ker jaz mislim, da je zelo malo tenisačev, nasploh, top 3 ga damo, kar se tiče gibanja pa razumevanja igre na travi. Tle Andy Murray, kondicija mogoče, no. Velemojster, ampak se pravim, ne vem, v kakšnem stanju je, nekaj časa ni mogel trenirati, to je dejstvo in če je on v redu, bi bilo pa čudovito videti v četrtfinalu. Nova Kajnendi. Za nas, ljubitelje tenisa in za sportklub bi bilo to dobro, ker bi bila gledanost malo višja, če igra recimo Novak Djokovic proti Andyju Murrayju, kot pa recimo proti Danielu Altmajerju, ki je pa tudi recimo še nemskega, mogoče lahko vidimo v četrtfinalu. No, jaz bi rekel, da koga dava potem? Ote, no, recimo Ote, če bi moral. Oteja, no, jaz bom pa kar ostal pri Alcarazu, bom ostal pri mladosti. Po moje tudi ne, ampak forehandom mim letijo, pero, no. Skratka, v redu, sej zato pa se vat lele, ne, v polfinale pa Noleta v tej zgornji četrtini brez kakršnega koli drugega vprašanja, saj zame. Si pa želim Alcaraza, seveda. No, ok, gremo na drugo četrtino. Zame je to najlažja četrtina izmed vseh. Tle je tudi slovenski tenisač Aljaž Bedene. Aljaž ima po mojem odličen žreb, igral bo z Maksimilijanom Martarerjem, ki se sicer nekako mogo izkazati s tem, da je opravil kvalifikacije, ampak v tem delu žreba je pol, recimo, če bi Aljaž dobil, ne drugo kolo igra s Tiefom, ki zna igrati na travi, ki je neugoden, ampak ga je Aljaž že premagal na travi, ne. Tako da vseeno, treba reči, da glede na to, kako sproščen je Aljaž, kako pravzaprav je užival v Rolanu Garrosu, pa da na travi zna igrati, ima servis, ni mu tuje igre na travi. Pa deva reči, da lahko Aljaž tlele je nekak tist črn konj, ki bo presenetil, ne bo zdaj ga dal v polfinale. Aljaž je zmeri dobro igral na travi, tudi on zna gibati na travi, pa nekaj moramo se zavedati. Ne. Aljaž je letos noro spočit v primerjavi z ostalimi sezonami, ker praktično nič ne igra. Pa še ta faktor, da je imel v preteklosti zmeri težave s zapestjem, ker ga je obremenjeval, zdaj pa pač teh težav ni, če nič ne igraš, pol ne moreš obrabljati, ne. In zaveda se, da je zadnja sezona, zato igra še toliko bolj sproščeno, ne bomo presenečeni, če Aljaž pride do tretjega kroga. Zakaj ne bi prišel do osmine finala? Lansket, se spomniš, kako je igral proti, ne vem, koga je že nabal 3-0 gladko, ne vem, enega Japonca, mislim, da. Ja, ampak tlele je zgodba. Kdo pa je še pravzaprav tlele, ki bi šel oddeleč? Goffin, ki zna odigrati na travi, pravzaprav je sam en dvoboj igral. Bublik, Norrie. Ja, Norrie je že spodaj, ne? Norrie to pomeni, tle moramo najprej dati nekoga v četrtfinale, ki ne bo Cameron Norrie. Cameron Norrie ima spodaj, tam je Dimitrov, to bo dvoboj tretjega kroga, tudi Griša zna odigrati na travi, zna premagati Norrija, veš, da ne paše Norriju. Tako da jaz sem tle dal za osmino finala Hurkač Dimitrov, ne? In potem v četrtfinale Huberta Hurkača vsem. Jaz sem dal pa Tiefo, Hurkač. Četrtfinale, ja. Ja, Tiefo na eni strani, Hurkač na drugi. Pa Hurkač, polfinale. Hurkač proti Noletu, ja, to imam jaz. Pa Nole v finale. Jaz pa Hurkač. Ok, v redu. Mislim, tako, bom se potem tudi na kladioničarskem kotičku na to navezal, no. Ampak mava posebno rubriko stavničarski kotiček za tiste, ki ne morete brez uplačil na tenis. Jaz veš, da bom provokativen, da sem nepodpornik tega, pa ne to, da vi stavite. Mogoče daj kakšnega sponzorja dobiva na to. Definitivno, ampak športne stave še vedno ustrajam pri tem, so tisto, kar so najbolj uničile šport, pa niste vi krivi, ki stavite, problem so ljudje, ki prirejajo, ne. Da ni hujšega dopinga, ki so športne stave, pri dopingu še vedno želi človek vsaj zmagati, tle pa želi izgubiti, kar je pa čisto narobe in skregan z logiko, tako da boste razumeli, zakaj tako. Gremo v tretjo četrtino. Tam je Matteo Berrettini, ki ga mnogi dajo celo v vlogo enega glavnih favoritov za zmago na Wimbledonu. Jaz sem še vedno mnenja, da ko bo gusto, se bo usral in
nekako ne bo uspel, kljub temu, da je bil povratek izjemen, 2 zmagi po poškodbi, kar je fantastično, kapo dol. Strinjam se, da v tem delu žreba ne vem, če ga kdo lahko preseneti do četrtfinala, niti približno tle edin De Minaur, ki bi lahko imel dan, pa bi se mu kaj sestavili, ampak po mojem mnenju ne. Pol imamo pa še ta del, kjer so recimo Šapovalov, Bautista, Agut, Tsitsipas, mislim, da bo Bautista vseeno uspel premagati letos tako raztrešenega Šapovalova, lahko pa da tudi ne, ampak ne vem, tle je res opcija za Tsitsipasa, da pride v četrtfinale dejansko, glede na to, kakšen žreb ima. Kyrgios, Nick Kyrgios. A sem ga spregledal, ali kaj? Pa lej, se ga imam označen ga. Ja. Nik je tle. No, in lej, jaz račno upam, točno še označil sem si, da bo Nik tist, ki bo prišel v četrtfinale. Pa čeprav je to napoved, ki je taka, da se je zgodila samo enkrat, pa še to v njegovih prvih letih na Wimbledonu, kjer je bil veliko bolj, da je reči, zagret za tenis. Ja. Ampak lej, gledal sem vse njegove dvoboje, celo delal sem jih, gledal sem tudi intervju pred začetkom letošnjega Wimbledona in tako fokusiranega Nika, mislim, da še nismo imeli. Zrel je, še vedno ima težave, jaz kontrolo čustev, ki bo gusto, ampak dajva reči, da bom ješel tokrat malo bolj v dobro tenisa, glede na to, koliko fanov ima, pa bom dal Nika tle v četrtfinale proti Berrettiniju. Ja, Nick Kyrgios je, mislim, včeraj sva se z enim prijateljem pogovarjala, pa je rekel, da je računati na to, da bo Nick Kyrgios 7-krat zmagal zapored, pa tudi na travi, ki mu pač paše, je tako, da bi računal, da bi Žiga Dimc 7-krat zapored trojko zadev. Ja, sej prvič jo bo, pa jo bo tudi drugič, pa jo bo še tretjič, sam pizda. Ja. No dobro, jaz sem ga dal v četrtfinale, jaz sem ga dal, torej čez Manic Monday sem ga dal. Ja, no, jaz četrtfinale je plafon, no. Jaz imam ali Kyrgiosa ali pa Roberta Bautisto Aguta, no, tako. Iz tega dela, ne? Ja, pa Berrettini, pa veš tudi Berrettini v polfinalu. Ja, Berrettini, kot pravijo Angleži, je unplayable on grass, ne, tako se pravi, res je težko, ne, pač gre serva, pa na backend in slajzek, kar gre čez mrežo nekako, skozi računa, da bo nekako se ustavila žogca, pa gre kar čez. Na forehand je pa petarda, ne. No, to je fora, ne, da on ti zna servisom na prvi in drugi tako štelati, da bo zelo malo backenda igral, ne, zelo malo, ne, če ga ti pripraviš do tega, da bo on igral prvi backend, si ga premagal, ne glede na to, a si Bautista, ampak zelo malo tistih, ki to znajo, uspejo. Konec koncev tudi na počasnejših podlagah je to težko. Ne? In tle je on velemojster tega. Ne? Okay. Je bila kar pravilna odločitev, da je pesek spustil. Ne? Mislim, jaz Berrettinija vidim tudi v finalu. Polno, ali pa... Okay. Tako, no, ja, Berrettini, bom na koncu povedal, no, koliko vidim odstotke za zmago za določenega igralca. No, mislim, se vemo, da te napovedi toliko vnaprej so dosti neumne, ker veš, da bojo določene presenečenje. Že po prvem tednu lahko smeti vrževa. Tako, da se bo po prvem tednu usedla pa še enkrat to naredila, ker se veš, jaz to, da igrava na srečo, nikoli nisem maral. Ne. Jaz sem rad kolo po kolo, ne. In da vidimo, ker dejansko se veš, da Grand Slami znajo spremeniti marsikatero dogajanje, pa tudi marsikater mindset. Ne, ne vidva, kakšne vreme, pa enemu bolj paše, če tako, bolj... Zato tudi jaz tlele na Alcaraza igram pravzaprav z veliko karto ali pa pomembno karto, ker imam občutek, da je res tenisat za velike turnirje, za velike tekme, da ima ta faktor X, ki ga bo znal gnati še z Wimbledon. Je pa res, prve 2 kola sta ti nekako najbolj pomembna, da ti dobiš ta občutek, ne, vse pa veš, da je pa Wimbledon čisto svoja zgodba, ne, in neka eksibicija zna biti marsikomu preko moškega spolnega uda. Ja, no, preko reproduktivnega organa. Tako, ok, greva še k zadnji četrtini, to je saj zame, tam se začne zadnja četrtina z dvobojem prvega kroga, to je Felix Auger-Aliassime, Maxime Cressy. Zdaj vprašanje, koliko moči je še ostal Cressyju, ki je bil dobro načet, ampak razumljivo, zakaj toliko ljudi igrali in toliko zavzeto igrali te pripravljalne turnirje, zato ker ni točk na Wimbledonu, to je še ena izmed teh, naslednja rubrika, ki pride, to pomeni stvari, ki bodo zaznamovale letošnji Wimbledon, ki so drugačne od prejšnjih let, no ampak koga misliš, še vedno mislim, da bo Aliassime ta dvoboj dobil, no, proti Cressyju, ni pa nujno, je pa res, da če ta dvoboj dobi, vidim potem v tem delu Aliassima v četrtfinalu. Kljub temu, da je tudi tle Taylor Fritz, ki bo šel samozavesten v ta turnir, ima dober žreb, pravzaprav
Taylor, ne vem, Molčan, mogoče Rune, Rune s tem forehandom na travi, ni še, tudi on se bo prilagodil, je eden tih, ampak jaz tudi mislim, da ne. Tako da jaz mislim, da Fritz pa Aliasim sta tlele v dvoboju osmine finala. Potem pa v četrtfinale jaz vidim Felixa že Aliasima. Ja, jaz tudi sem si kle označil Fritz, bodi si Felix že Aliasim. Ampak se pa ne bova strinjala na drugi strani tega. Ja, no lej, tlele imaš Nadalke v dobre Francisca Verzundola, Serundola. Pustimo, to nobene pozna, niti ne boste poznali. Verzundolo je interna fora naše zajednice, Tom Kočevar, Dešman, Peter Pevc, Marko Hrastar, ampak je prišla tudi do ostalih, no, nažalost. Enkrat, ob eni drugi priložnosti. No. Ne, ampak ostale, ne jo sami najdejo, kaj. Ja. Ok, skratka, pol imamo tle Sam Aquaria, ki je že premagal Rafaela Nadala na travnati podlagi, ki nekako konec koncev premagajo tudi Noleta na travi. Res da na igrišču ena. No, skratka, vsem mislim, da Query, tudi sodeč po tem, kar sem videl, ni še pripravljen premagati Nadala, da je Nadala v samozavest stanju vsem predobro, da bi izgubil s Queryjem. No, pa smo pa že blizu drugega tedna, ne? Ja, jaz mislim no, mi smo pa še, ne? Moj pogled je to, da Rafa, če pride v drug teden, bo jasno, absolutni favorit tudi za zmago, ne, oziroma vsaj za finale. Tako. Ampak jaz mislim, da do drugega tedna niti pršu ne bo. Ja, zame največji problem je kdo? Rusovori ali pa Boutik van de Zandschulp. Misliš, da bo Boutik van de Zandschulp premagal Čilića, po moje ne? Po moje, jaz vidim gled Čileta kot glavnega tenisača, ki lahko premaga Rafo, ne? Ker on res verjame, če je tam. Sama se ne dobi Boutik že prej z Nadalom, kaj pa s Čilićem? Ne. A ne pride? Boutik gre tlele na Čilića v tretjem krogu. To bo tudi eden izmed takih odličnih. No, tega nisem vedel, ker jaz imam Čilića tukaj, no. Jaz imam Čilića v četrtfinalu. No, se pravim, če pride Čilić, to pomeni osmino finala, igrata z Rafo in to je Manic Monday. To bo kar zanimiv dvoboj, no. To bo po moje centralc skoraj sigurno. Mogoče zaprt, ne, če bo dež. Kar bolj paše Marinu. Ne? Marin, kar je pokazal Rolando Garrosu, je bila definitivno neka odskočna deska, ki ga bo gnala. Mislim, da ima orožje. Zdaj, vse veš, kako je. Ne? Rafico, če bo že drug teden, to so že po drugem tednu, ga bo težko premagati. Ne? Da pa zgubo Rafa, ne vem, ali s Queryjem, ali pa Sonegom, če sploh Sonego do tega prišel, da je tudi Kudla, ki zna odigrati na travi, veš, ki ga lahko premaga Sonega. Ampak ne bojo, to niso to dovolj močni tlele, da bi Rafica premagali. No. To je problem. Ja, se to. Mislim, če je igra na travi. No, ampak ok, zdaj smo pa prišli do tega, ok, jaz imam tlele v četrtfinalu Aliasima, ti imaš verjetno tudi Felixa, ali si? Ja, Felix proti Čiliću imam jaz četrtfinale in Čilića v polfinale. Čilića v polfinale. Z Berettinijem. Se pravi, Čilić, Berettini, pa zgori Nole proti Hurkaču. A nič ne, veš, da bom šel jaz, bomo tradicije, ne pa onda v Rafica. Finale Rafole. Ja. Ajde, pejmo, ne. Ja, prav, pogrem pa jaz, koliko sem navajen, ker ste že vajeni od mene. To za Marina, sem zelo ob tebi stojim tako, pa rečem, pisa Marko, imaš prav. Tukaj kimaš, ne? Mislim, da se pravim, jaz, ko sem videl ta Čilića, nisem Queryja videl, ampak nekako Marina sem videl tistega, kar res lahko premaga Rafa. Pač igral je finale Wimbledona, igral je polfinale večkrat, razumeš, zna se tle, znajde se v teh področjih, mislim, znajde se v teh centralnih stadionih, znajde se, da ima na drugi strani enega od velike trojice in res lahko premaga. No. Ni to nekaj tazga, kar je nemogoče. Ne. Se pravi, ti imaš finale Rafole, jaz grem pa na finale finalistov, oziroma zmagovalca Haleja in Queen's Cluba. Se pravi, finale za moje pojme Berettini proti Hurkaču. Čeprav še vedno je tako, ne. Kdorkoli spod pride, ne, do tjane, jaz iskreno, to pa ne glede na to, kaj se dogaja, če Nole ne dobi tega turnirja, bo to velik udarc. Big blow, ja. Ja. Res. Mislim, kot prvemu trava paše, kot drugo ima žreb zelo v redu. Čeprav, hvala Bogu, za razliko od Rolanda Garrosa je žreb zelo dobro razporejen. Ne. Ja. Hvala Bogu. Ja, da niso vsi uravnovešen, ne, reč, nekak, ne. Čeprav je še vedno pri ženskah pa ni, ne. Pri ženskah je pa druga četrtina recimo za možgansko kap, ne.
Gremo na ženske zdaj. Greva seveda, ne. Okay, najprej, že zgornja četrtina ni slaba, ne. Tle imamo Iga se bo sprehodila do četrtfinala. Ja. Igo ne da je sreča poljubila. Ampak koga bi dal potem za največjo tekmico? Po moje, če se sestav celo Barbara Hrečikova, stanje je bogo, ja, vse ve. Pa zdaj v tej formi, prej kakšna Claire Liu, ne vem. To ne bo. Koga si rekel? Okay. Ne bo, ja, smo videli že pri ženskah. Svi goli pa košta voli. Ne bova se tle spotikala, jaz mislim, da glede na formo. Čeprav je Igo, sem gledal tudi na tiskovki, pa ni tako samozavestna na travi, kakor bi lahko bila, glede na to, da je vsem mladinska zmagovalka. Wimbledona 2018. Ma prav, da to ne smeš primerjati, to je čist druga zgodba. Se strinjam, biti mladinski zmagovalec. No, skratka, tle dava Igo v četrtfinale, pol imava pa ta del, ki je kar tako, da je reči z imeni neugoden, ampak v formi so pa, tle imamo Muguruzo, tle imamo Rybakino, imamo Bianco Andreescu, ampak iz tega trojička, ki se bojo srečali do ena od teh bo šla v osmino finala, pazi, po mojem celo Bianca Andreescu lahko tole brez težav dobi. To pa bo Muguruza ali Rybakina. Jaz imam četrtfinale Šviontek Pegula. Zdaj ima pa Pegula ima zame že v prvem kolu dober test. Če bo to dejansko oddelala brez težav, to Novekić. To ne zna igrati na travi, ne? In če to delaš gladko, da bo to delal 6-2, 6-3, 6-3, 6-4, nekaj tajzga, ne? Se strinjam s tabo, jo vidim z Šviontek v četrtfinalu. Čeprav pomaš pa koga še, Shelby Rogers, ta zna pokat, sam ne bo, kaj na travi, je treba biti od nizek, ne. Kaj veš ti v četrtfinalu, pol Šviontek proti Peguli, ne? Jaz bom preko Bianco Andreescu, se vsem. Kdorkoli bo, mislim, da bo vseeno pol finale šla Iga, no. Ne vem, se mi zdi, da Bianca je dober turnir odigrala, tudi to, kar je zgubila, ne, je bilo tako, se mi zdi, da je bila malo že utrujena, ampak ta Grand Slam ritem ji zna ustrezati, no, sploh zdaj, ko je spet posvečena tenisu, no. Tle sva postavila druga polovica zgornjega dela žreba ali pa druga četrtina žreba je pa, tako kot jaz rečem, mejhan bazen poln krokodilov ali pa morskih psov. No. Čeprav tle radi omenjajo Badosa, kam Badosa, Kvitova, če bo odigrala približanje na takole. Kvitova, pa Halep, pa Anisimova, pa... Dobre, Halepova bo imela še eno... Halepova bo imela, no to, ki sem hotel reči, en testak, ne tretje kolo, to je Kamila Đorđić, samo vse, mislim, da bo Simona to dobila, da je boljša. Veš kaj, ima toliko orožja, no, da bo težko vseeno una prebila, veš. Razen če bi res forehand return propo. To je edina opcija, ne. Drugač pa zelo težko, no pomama pa ta dvoba, ki ga komi čakam, Kvitova proti Halep za četrtfinale. Pravzaprav, kjerakoli zmaga, bo zasluženo. Glede na to, kaj je Kvitova pokazala, zakaj pa ne Petra, pa zna se zgodi, da je to zadnji Wimbledon. Za Kvitovo, tudi za njo se govori, da ne bi... Pa je, da zadnja sezona, pa je, da je materinski nagon ven udaru, pa da bosta z Vanjekom pač že malo začela razmišljati o naraščaju. Trener in... Klasika, trener in varovanka oziroma dekle. Tako, pol imamo pa še tlele, ko bo zanimiv tretji krog, Goff Anisimova, po moje ne bosta presenečeni do... Čeprav tle imaš Šunkova, sam ne bo, no. Sem vedno mislim, da bo Goff Anisimova. Šunk bo zelo neugodno. Ja, bo. Visoka, levičarka, mlada, nič nima za zgubiti. Čeprav, a veš do ne, tle imamo pa pol še ne, še en zanimiv dvoboj tretjega kroga, Serena Williams proti Karolini Pliškov, pravi, kako bo Serena. Čeprav glede na to, kaj dobila prva dva kola, Tenova, pa pol Sorribes, Torpalma, Mahejl, pa to ti je idealno, da se uigraš malo noter, ne. Še vedno ima pa se pravi, pa tok. Gledal sem je pred dvojicah, kar velikne, kaj je igrala, ne. Pa ima še vedno un servis, veš, ne vem, 15-40 zaostaja, pa zabije 3 ase zapored, oziroma 3 neobranljive servise. Ne, pa tenis je res šport, pri katerem je pač samozavest izjemno pomembna in pač Serena Williams na novinarski konferenci vprašajo. Ne, pa si videl celo novinarsko? Ne, nisem videl cele, sam tista dva inserta, ki sem videl dosta. Ne. Recimo prvo vprašanje je bilo to, da obstaja možnost, da je v prvem krogu igra proti številki 1. To je bilo zadnje celo. Igi Šontek, pa reče, ja, sej tudi vsaka lahko name pade, ne. Pa mislim, da je ta zadnji ali pa predzadnje vprašanje je bil pa, kaj je recimo razplet, ne, s katerim bi bila pa recimo zadovoljna, pa se vsi veste odgovor na to vprašanje. Ne. To je nemški novinar, mislim, da je to oboje vprašanje, šlo eno za drugim, no ampak nasploh, veš, njen odnos, imate te intervjuje, imate na YouTubeu, lahko vtipkajte, Wimbledon daje, hvala Bogu, super, ampak ta odnos, kako ona nastopa na press conference, veš, to je bilo vprašanje, ne, ta mental health, ne, pa je rekla,
Jaz s tem nisem imela nikoli težav, ne. Tako da jaz sem bila vzgojena, to so dali moji starši, saj verjetno ste gledali film, to ni povedala, to jaz nadaljujem in je nekako bila izvana s temi stvarmi, z določenimi pritiski in ne začuti tega pritiska kot neko veliko obremenitev. Ne. Tako da jaz jo čisto razumem, ampak nasploh, kako se ona na tiskovni konferenci pogovarja z novinarji, kako je tam ona čisto v svojem svetu. Ona ve, kdo je, ve, kaj je naredila in ve, da je tle zato, ker je pač cool. Nič je ne more vršiti stirano. Ne. Mislim, so določene stvari jasno, ampak tudi to vprašanje za Patrika Mouratoglou je sledilo, pa je rekla, sploh pomislil nisem na to, da Patrika ni pač. Razumeš, ne? Ona vidi ljudi, ki so okrog nje, ljudi, ki pomagajo, ne? Razen bližnje družinske člane, ki pa so za zmer ob njej. Tako da Patrik Mouratoglou je bil ne družinski član, ampak pač en coach, ki je pomagal veliko, to ne bo nikoli zanikala, a bodimo realni. Preboleti enega tazga, ja, pa veš, da ni problema. Ne? Sam Serene realno jaz ne vidim pač v drugem tednu. No. Jaz mislim, da bo ona proti Pliškovi izpadla, če ne proti Pliškovi, pa kasneje. Se mi zdi, da ni dosti dobro fizično pripravljena in tista igralka, ki jo bo uspela malo se šetati, no, sprehoditi okoli. Čeprav Pliškova je tudi dosti vprašljiva, no. Ja. Igra dobro, igra, trava je podlaga, na kateri igra izjemno. No, vidiš, jaz sem pa tlele šel na četrtfinale, Kvitova, Serena Williams, ampak vse veš, da jaz imam rad tradicijo, pa vem, da pa ful mi igrajo pomembno vlogo v Wimbledonu izkušnje, ne. Res, da tudi Pliškova jih ima, ne, tako da tudi če bo ona šla do finala, no big deal, ne. Tle so svet pri tem, ne. Tle se lahko, tako pa ta četrtina, kako si rekel, poln krokodilov in tle kdorkoli pride, ne, z igo v polfinale, jo lahko premaga, ne. Pol bo pa na koncu Muhova prišla. Ne bo, no. Ampak jaz sem si dal Kvitovo ali pa Halep, pa da bo bolj zabaven, rečem Halep proti Anisimovi, no. Tako da imaš že tista igralka, ki pride ven iz te četrtine, bi jaz dal pokal, stari. Pa to je taka četrtina, da ne moreš zadihati, niti en dan ne moreš zadihati. Veš, no, ampak kjerkoli pride, ne, veš, se lahko se odpre, lahko ena zgubi zgodje, veš, to so tlene, eni se lahko odpre, ne, pa se ti, si predstavljaš, ne vem, Serena prva kola po moje ne bo. No, pa za to četrtino bi jaz dal ekstra bonus 100 jurjev, stari. Furabijo. Po moje, čakaj, da poglejva, no, da vidim, kdo rab. Kvitova rab, po moje, ona ni namela karijere, 29. turnir. Čeprav Kvitova bi lahko, ne, 40 finale v karieri, ne, predstavljaš, ne, pa lovi 300 titulov, dvigne Wimbledon, pa reče, hvala lepa, Facebote. Servus, čao, se vidimo. Pojď. Ajde, gremo na tretjo. Ja, da gremo na tretjo. Škaj, deva v finale nekoga še odzgori, dej. A boš dal Igo ali boš dal eno od teh? Ne, jaz sem dal Halep, magar. Halep boš dal v finale. Halep, ja. Halep se nekje predala, ampak se mi zdi, da je to sam pač... Čist taktično, se strengam. Taktično, da ne bi poslabšala. No, jaz bom dal pa lih, ne, zdaj govorila o njej, ne, tako da bom dal Petro Kvitovo, evo. Ja. Res, Petro bom dal v finale. Težko bo tudi ona fizično, se veš, kje je. To kar biti, ker znaš, da Serena pa Petra igrata pa nek dolg meč, to krišni krči, pa kaj bi bolel. Ja. Niste jih gibalno, no. Ja, no, mogoče sta pa skrili to, pa ne vidimo. Okay, tretja četrtina, kaj je tle, Collins, Risk, ki zna odigrati na travi, pa tle dvoboj Van Uytvanck, Raducanu, to je najbolj opevan dvoboj pri ženskem delu, brez dvoma, sploh zaradi ime Raducanu in to je definitivno igralka, ki si jo ne želiš prvo golo Wimbledona, Van Uytvanck, ne. Sam Raducanu, jaz mislim, ona je že vnaprej začela iskati izgovore, da bo zelo zgodaj izpadla, ker ima itak že težave z Eastbourne ali z enega turnirja pripravljalnega, ta mišica. No, ampak igralka, ki bi tle šla lahko tudi delež, pa je odpovedala svoje nastope, je bila Madison Keys. Ona zna odigrati, ampak je odpovedala, težave s hrbtom so bile prehude. Pol imamo tle Marto Kostju, ki je nekaj odigrala na travi. Ampak tle se lahko dejansko, ta del žreba se lahko hitro odpre. Tle, kdo pride v četrtfinale, vse mi je, zato ker ne bo šel v četrtfinale. Iskreno. Kdo? Daj povej mi, tle imaš pa od spodaj, imaš pa Kerber, Tamara Rozinšek, upam, da Tamara pride čim dlje, čeprav mislim, da, ne vem, bomo videli, no, že prvo kolo, dajva reči, da je dobila najboljši žreb, glede na to, zelo kaj dobro. So bile opcije, zelo tako, dobro. Ne, tako, pač, glede na to, da ni bila nosilka, ja, tako, ne. Pa imamo tlele Elise Mertens pa Ons Jabeur, mislim, da če kdaj, potem je zdaj to res lepa prilika za Ons, da pride do polfinala, no, iz tega dela. Kako imaš pol četrtfinale v tretji? Četrtfinale, Ons Jabeur dam, pa se pravim, tlem je pa vsem, ko ga dam. Lahko dam Alison Van Uytvanck, lahko dam pa tudi, ne vem, Daniel Collins, ne. Vse, ne vem, ne zanima me. Ti si dal pa? Jaz sem dal pa Kerber,
Tam imam Kerber. Kerber, kaj sem spregledal? Ne, Kerber bo igrala z Ons Jabeur, ne, v osmino finala. No, jaz imam Kerber, pa na drugi strani je eno igralko, ki ima na travi 84-29 razmerje. All time. Mislim, da je tudi polfinalistka bila tukaj že. Američanka je, za namig. Pogovarjala sva se v Portorožu lansko leto. Alison Risk, Alison, zdaj to sem rekel. Adam Collins, Adam Risk, ampak vsem, tudi če ona pride v četrtfinale, ne bo premagala. A veš, Pero, kar naenkrat na travi eni začnejo igrati, kar tako, nikjer jih ni. Pa sam se veš. Na Cveti Pironkova, ki je prišla brez rezultatov v Wimbledon, pa dvakrat polfinale. Samo odvarjala, Alison Risk ima tehnično toliko preveč luken, da bo, razumeš, če bo prišla Ons Jabeur, na drugo strani jo bo premagala. Zelo težko. Kakorkoli obrneva iz tega, no se vseeno, ampak iz tega dela, tudi če pride v polfinale, ne bo zmagala turnirja. Po mojem. Jaz bi doslov polfinale Ons Jabeur, pa tudi če bom želi Kerber, sem spet tle. Ja, okay. Tudi ti, če bo Ons Jabeur, boš rekel, ja, ok, imaš prav, pije vodo, ne. Ok, še spodn. Klej bom pa jaz začel, bom pa kar vnaprej povedal četrtfinalna para, oziroma četrtfinalni par, Jelena Ostapenko pa Belinda Bencic. To je moja izbira, Dark Horse, seveda Beatrice Haddad-Maja, Kaja Juvan. Čakaj, Ostapenko pa Bencic, da ja. Okay, upam, da Juvan, ne, upam, da Kaja Juvan. No, jaz sem pa takole, pa Konta Vet je še spodno. Dajmo se malo igrati, pa da bom še jaz malo provokativen, ker ponavadi nisem, kako si rekel, Jelena Ostapenko, ker sem to videl žreb, pa še delo sem jo finale proti Kvitovi, in sem valjda pregledal še enkrat, kam gre, ona ima res avtocesto do četrtfinala, pač res ima dober žreb, no, glede na to, koga ima. Vse veš, da pri Jeleni malo je Nika Kyriosa v njej. Ne? Ja, je. Da nikad ne ženski Nik Kyrgios. Nikad ne znaš, šta ju pukne. Ne, pa ona za nalaž provocira, pazi. Ona gre za nalaž, to se dere proti angleški publiki unija, veš, kaj je kultura zelo na visoki ravni. Ne? No, lahko da pride v finale, ne? Ampak je pa na katerem koli turnirju nastop s tole latvijsko znamko, ki jo oblači poraženka že v prvem krogu. No, sam zdaj bo pač čist bela. No. Zdaj bo čist bela, ker bo morala. Marko, ne vem, če gleda to, ampak če še vedno obstajajo tiste čevlji Borosana, ki jih delajo, vzemite Jeleno Ostapenko, ona s to oblekco pa s Borosankami bo idealen model. A to so imele une gospe v jedilnici v osnovni šoli? Tako. Ne z mrežico na glavi, ampak ni treba mrežice na glavi, ona bo samo z oblekco pa Borosankami idealen model za ta kopit čevlja. Brez zamere, ampak če si koga predstavljam noter, si njo direkt. Spredstavljaš, da z Borosankami strči na travo, pa se pa preobuje, superge pa igra. Pa to bi bil marketinški. Zakaj pa ne bi Borosana naredila celo njen model superg? Zakaj pa ne, res je. Gledam to, da nima prelevalca. Okay. Naši. No, skratka, ja, ok. No, pa bom pa rekel, da bo Kaja navdušila, šla čez Haddad-Maijo, ona je 12 tekem zapored zmagala, je favoritinja, ampak prvo kolo ona, ne vem, mislim, da Kaja ima neki, ne. Predstavljaš pa pol tretje kolo z Belindo, da se Belinda spet potegne svojo ročno, tako kot jo je lani, točno tukaj, ne. Sicer po mojem, če je Belinda prišla v tretji krog, ja, je favoritinja, ampak zakaj pa ne bi Kajo tle dal? Pa ja, Kaja je 100-krat že povedala, da je Wimbledon njen najljubši turnir, ne glede na karkoli, ne glede na podlago, da ji paše, da je rada igra, da je neka posebna atmosfera, zdaj je neka sprememba, prišla v ekipi Kaja Juvan, ni več Filipa Deesa, zdaj je glavni Zoran Kranjc. Ja, ni še glavni, deva reči, da je ta, ki pomaga. Miran Kotnik je pa še zmeraj ostaja kondicijski. Lej, bomo videli, no, jaz upam, da je predvsem fizično stanje ok, ne, ker zdaj na zadnjih 2 turnirjih, ki je izgubila, jo je točno to izdalo, to pomeni spazma, tekom obračuna z Badoso, tle ta vročina. No, sam v Wimbledonu ponavadi niso take temperature, da ampak se vsem karkoli izdala. Upam, da bo telo zdržalo, ne, to še bo, veš, če bo premagala še Belindo, to so 3 tekme, ki ne bo enostavne, ne. Ampak je, tle govori nacionalni naboj, govori prijateljski naboj, nič ne rečem, ampak lej, dajmo Kajo v osmino finala, tako, ne, in pol lej, kdorkoli pride spodaj tlele tudi do finala, po mojem ne bo zmagovalec Wimbledona, no. Tako občutek. No. Ja, saj sem rekel, dajmo trofejo tisti, ki drugo četrtino dobi. Res. Kaj, koga imaš finale? A finale? Torej, v zgori bom imel v finalu Petro Kvitovo,
Torej, in tudi končno zmagovalka bo imel Petra Kvitova. V spodnjem delu žreba bom imel pa v finalu Ons Jabeur. No, to bo zdaj malo kontradiktorno, ker sem rekel, da bi morali dati pokal za zmago tisti, ki pride iz druge četrtine. Glede na to, da sem tja dal Halep, da še Halep trudila, Halep dajem čez Šviontek v finale, v spodnji polovici pa pravim, da bo Kerber, tako da je Halep-Kerber zelo zanimiv finale. Finale med dvema igralkama, če bi bil, med dvema igralkama, ki sta že zmagali v Wimbledonu in dajmo pol, recimo, Kerber do zmage. No. Ker Kerber je sicer izpadla v tem pripravljalnem turnirju, mislim, da je igrala Bad Homburg, pa je izgubila proti, ne vem, Korne, ampak igrala je tako, da se je zelo dobro videl, da je po domač rečen tankirala. No. Tudi ona se je šparala. Tako, malo se vrčevali. Čeprav je tako, tudi to moramo omeniti, da tudi če gre Iga Šviontek do konca, to ne bo presenečenje. Tudi če letos še... A ona je prva favoritina na stavnicah. Pust v stavnice je zdaj, ampak nasploh tudi razumsko, če gledaš, valjda je prva favoritina, če zmagaš 35 tekem zapored, ampak še vedno ima teniska lahko tudi na travi povzroči težave. In pa definitivno tle lahko najprej zdrsne izmed vseh turnirjev za Grand Slam. Glede na to, da smo na travi. Ok, še to sam na hitro omenva, da tudi v kategoriji dvojic bomo imeli naše, za dvojice se ne bo preveč osredotočila, ampak zanimiv dvoboj. Bedene je igral v paru s Kvonom, igrala pa sta v prvem krogu proti Kokinakisu in pa Kyrgiosu. Kyrgios je bil maksimalno nezadovoljen, da mora igrati za dvojice. Rekel je, valjda sva šla igrati dvojice, ampak ne predstavljam si, da moram igrati 5 setov dvojic, si rekel, si ti normalen. Pa kaj ta Wimbledon, pa to je nekaj pravno, to je najslabše, kar je možno, da se igra na 3 dobljene Wimbledon, tudi v kategoriji dvojic in igraš še s prednostjo, tako da partija dvojic, to je treba opozoriti, tudi naše sotrpine, ki bodo nekako več sto na dvojicah, kot midva, pripravite se, dvojice trajajo skoraj toliko, če lahko tudi dlje kot same. Še posebej v drugem tednu znamo prenašati kar dost tekem dvojic, ker ne bo več ostalega programa. Drugač pa dobro istočnico si dal Pero za novosti, Kaj je letos novega, tukaj sem si pripravil določene ali ne. Še preden greva tja, deva sam še ženskam pogleda, torej Kaja pa Tamara bosta spet igrali skupaj v kategoriji dvojic, pa tle imamo tudi Andrejo Klepač, ki je postavljena kot 7. nosilka, igra pa z Gvaračevo. Ampak v dvojicah bomo se pravim imeli več kot dovolj časa, da gremo dalje. Vse je ta podcast, moramo držati neko razumno uro. Torej, gremo na te novosti. Ni pik, je pa denar. Pa prvič po letu 1973, odkar obstajajo ATP lestvice, ne bo v moškem delu žreba prvega pa drugega igralca sveta. To se še nikoli ni zgodilo takrat. Manjka Zverev, manjka Medvedjev, Rusov ni, Belorusov ni, Rusin ni, Belorusin ni. Natelat Zalamidze iz Rusije je spremenila državljanstvo, ravno pravi čas en teden pred Wimbledonom dobila gruzijsko državljanstvo, kar je logično glede na njen priimek. Ne bom se spuščal preveč v to, kaj to pomeni. Čeprav sama sva pa že večkrat tudi med prenosi povedala, da se s tem ne strinjava. Čeprav vsi so na tej strani, jaz nikogar, še Ukrajincev direktno ki so na turu, nisem slišal, da bi rekli, to je pa prava odločitev All England Cluba. Tisti, ki ne igrajo, Stahovski pa Dolgopolov. Pusta te, ki ne igrajo, tisti, ki so na turu. Ne vem, mislim. Tudi tisti, ki se verjetno strinjajo s tem, so tiho, da si ne bi nakopali. Recimo Hubert Hurkacz je včeraj tweetnul, da bo za vsak as doniral 100 Samo evrov. Vsi dobro vedo, da tenisači, ki so na turu, nimajo veze s čem. Pač ločimo politiko od športa, če se gremo, da se politika ločimo od športa. Dobro odgovoril, da sicer takrat je bil premlad, ampak da razume, tudi srbski športniki so imeli prepoved nastopanja med leti 92 in 96, kar pa je pomenilo za marsikoga na tenisu, hvala Bogu, ker na ostalih turnirjih lahko nastopajo, da so nehali igrati. To pomeni 4 leta, če ti ne moreš nastopati, je marsikdo obesil športne čevlje na klin. Mislim, zanimiv odgovor, ki ga je podal, in pravzaprav to je res. Imeli smo to na našem področju. Kako si omenil, ni točk. Neil Sunday. Še prej gre to, ampak to, da ni točk. Pa zakaj hudiča jih ne da? Zakaj prišeš točke? Zakaj ne dovoliš, da jih braniš takrat, ki jih lahko braniš? V redu, ni točk, ni problem. Nole bo 7, če se ne motim, zdaj po koncu Wimbledona. Pa za Nolete je vseeno, tudi za Rogerja pa Sereno, ki boste izpadli iz lestvice, je vseeno. Oni bojo vedno lahko nastopili na turnirjih. Ne igra to nobene vloge, probleme za ljudi. Ne vem, ali Fučović, ki bodo iz 60 padli na čez 100 ven. 150. To je težava, kar naenkrat. Zdaj, kaj ti bojo v turnirji dali wildcard, ker se je Fučović bodo, jedva te čekam. Budimpešta mu bo dala. V redu, bravo. Tako da
Novost, kaj si še rekel? Middle Sunday. Ja. Prvič namensko ne bo ta nedelja prosta, da bi zrihtali malo igrišča, pa da bi si igralci in igralke malo odpočili. Se pravi, Middle Sunday bo letos aktivna. Igrali se bo tudi v tisto nedeljo, srednjo nedeljo. Včasih so bili organizatorji v to prisiljeni zaradi tega, ker je pač deževal, da so spravili sploh turnir pod streho, letos pa pač se bo igralno. Ja, res je, tudi, kot sem poslušal, to bo ogromno nekih družabnih dogodkov. Takrat, letos imamo 100-letnico centralnega igrišča, 1922 je bil premaknen All England Club na Church Road, ki ga poznamo danes. Ne. Takrat je bila glavna Queen Mary, ne, ki je od leta 22 do leta 57 samo 2-krat manjkala. Ne. In takrat je bil tudi predstavljen tako imenovani Royal Box, ki ga bomo tudi letos budno spremljali, pa ne zaradi angleškega dvora, to itak nobenega ne poznamo, ampak bolj zaradi slavnih osebnosti, ki bodo zagotovo prisotni. Novost je tudi ta, kaj meni ne pojasnjena zakaj, ampak dobro vem, da lansko leto Manarino, Serena Williams, da so centralno igrišče dovolili odpreti že prej, to pomeni, da je ogrevanje možno na centralnem igrišču ravno zaradi zdrsov. Ne vem, no, meni je bilo to nekaj najlepšega, da si prišel na to nedolžno, nedotaknjeno. Sveže postriženo. Sveže postriženo travo, to je bilo meni nekaj izjemnega. Torej, ki je prvič stopil gor, si začutil tisto, no, in ne vem, ne podpiram tega. No. Ampak dobro, Wimbledon letos brca v temo na kar dostih področjih, tako da ta je tudi eden teh. Še ena brca. Ja, pa drugačno travo naredne. Še ena brca v temo, pa tudi vprašanje zate, Pero. Glede na to, da je zmagovalka iz lanskega leta Ash Barty letos sveže upokojena, so potem morali organizatorji v All England Clubu se srečati z eno neprijetno odločitvijo. Ali naj začne zmagovalka iz leta 2019, torej Simona Halep, ki ni imela možnosti odpreti igrišča leta 2020 zaradi tega, ker je bil koronavirus, ali pa naj začne program za ženske na centralnem igrišču Iga Świątek, ki je aktualna številka 1. In tukaj bi jaz dal prednost Simoni Halep. Ne? Čeprav tako pravilo govori tako, da če ni branilca naslova, odpira najvišje postavljen tenisač. Tako da oni so šli po pravilu, se pa strinjam, da bi bilo nekako, glede na to, da ni imela možnosti, ne, da bi jo dobila. Ne. Ja, včasih je fajn, če greš malo mimo pravil in narediš tako, kot je prav. Če si jih toliko spremenil. Ne. Ja. Drugač pa, ja. Kaj? Pravila tudi velijo, da pač pravila Mednarodne teniške zveze velijo, da nobenemu igralcu ali pa igralki ne smeš onemogočati nastop na turnirjih za Grand Slam in diskriminirati. Se to je dejstvo, odprta prvenstva so dogaja, za vse, ne, jasno. Ne. Zato se pa reče Australian Open ali pa tako, odprto prvenstvo Open, je tako, US možnost Open. nastopanja Zdaj pa pač closed, ne? Tako, ja, sej že Australian Open je bil closed glede tega, ne. Ja. Ne, kljub temu, da si vedel pravila, ampak vse, če govoriva, da nekaj ni obvezno, ne, pa mi smo oba cepljena, da ne bo pomote, ne. Če nekaj ni obvezno, ga daš na področje, kjer lahko to izvedeš, ali ga pa pač ne organiziraš. Ampak dobro, tle dobro, pustva tej... Še nekaj drugač. V 5. setu pri moških in to je že celo leto, in v 3. setu pri dekletih se bo tiebreak, odločilni tiebreak za zmago igral do 10. To je pa pri vseh Grand Slamih. Lej, po eni strani to pozdravljam, pa ne zaradi to, ker je tiebreak, ampak pozdravljam to, da so se končno turnirji za Grand Slam poenotili. Do lanskega leta je imel vsak svoje, svi goli pa košta voli. Vsak je imel nek svoj zaključek 5. niza. Ne, torej imeli smo 4 različne zaključke 5. niza, zdaj imamo enotnega. Ajde. Ne, saj to, da so se nekako uskladili. Ja, kaj še poveva? Se to bo velikrat, glede na to, da imamo tlele rumene pa bele žogce, lahko poveva, da so leta 72 dali v izvedbo rumeno žogico, ampak Wimbledon je belo žogico umaknil šele leta 86. Ja. To je, ta bela žogica je bila ob 100-letnici Wilsona, ne, odkar je to... in so naredili tole belo žogico, no drugače pa ja, Wimbledon je umaknil, je bila pa glavna težava ta, da so več televizijskih kamer in je bela žogica puščala liso na zaslonu. Drugače pa Schlesinger, ki bo tudi letos uradna žoga Wimbledona, je najdaljši pakt, to pomeni nekega športnega dogodka in nekega opremljevalca od leta 1902. Ni športa, ki bi imel toliko časa. To pogodbo, ja, ki jo imajo. Še v mladinskem vzponu naših lahko kaj poveva. Svit Sulić je odlično igral v mladinski konkurenci v Angliji in če bi v polfinalu uspel zmagati, bi si zagotovil nastop na Wimbledonu, ki letos prvič organizira turnir do 14 let,
tako da Svit Sulič, Muratoglojeve akademije, alumni se uspenja, tako kot smo tudi pričakovali. Borard Nak in Nala Milič sta igrala finale Nottinghama, zelo močnega mladinskega turnirja. Mislim, da bo Eli zmanjkalo nekaj točk, da bi lahko nastopila na Wimbledonu mladinskem, bo pa tam Borard Nak, ki je sicer tudi neki poškodovan, upam, da se je zastavljeno do... Pa v Roehamptonu bosta verjetno na Nike turnirju igrala tradicionalnem, to se pa že ta teden igra. Tako, mislim, da Martnak ne, zaradi poškodbe, zdaj se pravim, ne vem, neki prst je poškodoval, nisi govoril z njim? Ne, nisem uspel brez stvari. Sej, da bi mislim, včeraj bil zadnji dan, ko smo imeli vsaj nekaj prosto še, zdaj pa 14 dni, sploh, ker tudi nisem tiste več Middle Sunday, smo v 100% gasu. No, kar se pa tiče teh rubrik, veš kaj eno stvar sem se spomnil, dajte gledalci, veš kaj mi manjka, zelo malo vicov, ki so povezani s tenisom, sem slišal, ne. In dej, če imate kakšen dober vic, pa je povezan s tenisom, lahko ide v angleščini, dajte ga povedati, dajte ga nam napisati, pa ga bova udarili. Med podcastom ga poveja naslednjič. Ne, veš, ali pa med prenosom. To veš, ka Janezek najde zlato ribico, ne, pa je malo naglušna, ne, zlata ribica, ne, pa prav, dej mi eno željo imaš lahko, ne, pa prav o njej. Ampak je bil v sosednji sobi, so bili pa drugi ljudje, pa prav, jaz bi imel pa vedno na razpolago vrhunski penis, ne. Pa gre dam, ne. Pogleda, pa mu na dvorišču spred igrata Federer, pa Nadal. Je bila naglušna, ne, pa je dobil vrhunski tenis, namesto vrhunski penis. A jebi ga, tudi to je v redu. Ni slabo, ne? Ni slabo. Evo ga, jaz sem ga štartil, zdaj pa vi, če imate kakšne, lahko si jih tudi zmislili, da se nekateri ste mojstri tega, no, pa dajte, no, lej, nekaj tazga, kar lahko. Ja, še Mujo pa Haso bo padel zdaj. Ja, definitivno, lej, dajte jih, ustreljte jih. Pa ti si še rekel kladioničarski kotiček. Ja, kladioničarski kotiček, ne, že glede na to, kaj sva povedala, pač v napovedi, v najnem žrebu, jaz sem si nekako v glavi tako postavil, da ima Nole 50% šans, da dobi, vsi ostali 50%, s tem, da sem dal Hurkaču tam okoli 10%, zdaj pa glede na to, kakšne so kvote, kakor sem si jih pogledal, se mi zdi na Poljaku kar ena taka lepa vrednost, no, in tak value, tam kvote, ne vem, grejo med 10 pa 15, celo tudi 15 lahko mogoče dobite, in se mi zdi, da je Hubert Hurkač za zmago na Wimbledonu, to je en tak dark horse, ki ima smisel, pri ženskah pa, ne vem, no, mogoče kakšna Kerber, tam jih je pa veliko več. No, tako da jaz priporočam bolj kakšno stavo pri moškem delu žreba in pa seveda tudi to, kar si ti omenil, ne bom presenečen, če kaj vam premaga Beatrice Haddad-Maja. No, kvota je pa nora, ne glede na to, je logično, da je zmagovalka Birminghama, Nottinghama pa polfinalistka Eastburna mora biti absolutna favoritinja na stavnicah, ampak Kaja ima možnosti. No. Kot prvo to, Kaja pozna pritisk Wimbledona, Haddad-Maja, ne bom rekel, da ga ravno zelo dobro pozna in ona bo prišla z veliko obremenitvijo v Wimbledon. To pomeni, zmagala sem 2 turnirja, 12 tekem zapored sem zmagala, najbolj uspešna igralka sem na travi bila do Wimbledona, ne. Tam pa Wimbledon pa ima tiščar, ki te zna fino zategant in narediti perutničke in pol smo na odpiranju šip. Pa še nekaj sem se spomnil. Marin Čilić, tudi on je podcenjen. No. Govorimo o zmagovalcu US Open na 2014, govorimo o finalistu Wimbledona, o nekomu, ki bo zelo razbremenjen igral in ima bolj ugodno spodnjo polovico žreba, on ima pa 2-kratnik kvoto, vrednost za zmago kot Hubert Hurkač. No. Drugače tudi vi, gledalci, ste mi na vprašanje na Instagramu, oba lahko ne pozabite, sledite na Instagramu, ja. Pevc Peter. Marko Hrastar. Tako na Twitterju. In največ je bilo pravzaprav, kdo je najbolj vroč igralec tedna, meseca in tako dalje. Ne. Zgodba letošnjega pripravljalnega dela je definitivno Tim van Rijthoven. Zmagal, mislim, to, da je prišel do konca v finalu, pa tudi na poti, koga je premagal, dokazal, da ima nek faktor, ki zna nekako vplivati na njegovo kariero, da tudi pride. Pa zelo je pomagal Talonu Grigsporju in Boutiku van de Schanzhulpu, ker to smo videli pri naših. Ne? Lahko en, drug reče, če lahko on, bom pa tudi jaz. Ne?
Tako. To je za nizozemski tenis fantastično, ne? Pa tudi Nizozemci imajo en velik potencial, ne? Bogart, se mislim, da piše fant, ki je vrstnik našega Bora Artnaka. Ne, on je 13 let star, dečko. Svita Suliča, vrstnik Svita Suliča, ja. To pa ja. 13 let ten fant, ki res ogromno obeta, no? Tako da... Skratka, današnja je bila Wimbledonska, zaenkrat mahava v slovo, bova pa po mojem naredila še eno naslednji teden, to pomeni po prvem tednu, po Manic Mondayju, bi se lahko usedla pa šla v akcijo. Ja, jaz sem zdaj dopustil, tako da bojo redne. No. Pero ti pa tudi še ne greš nikamor. Ne. Mogoče naslednji izlet bo v Flushing Meadows, tako da do takrat te pa imam tukaj. Vsekakor. Pa tudi goste bo vabila, ne, kakšen Pridejo. Definitivno prišel. Tako. Drugače pa tudi, ker ste napisali, ali se bo dal tudi samo v zvočni obliki poslušati, se bo ena oddaja zunaj, zdaj bo prišla šele druga. Matejo zaenkrat na 1.1, bo pa to in na YouTubeu in potem tudi zgolj v zvočni obliki, kjerkoli bo to na Spotifyju, bova našla rešitev za težave, ampak sledite nama. No, drugače pa ja, če je kdorkoli pripravljen, da tudi kakršenkoli sponzorski dodatek, sva odprta za te opcije. Sva odprta, kdorkoli, karkoli. Spremljajte Wimbledon na Sportklubu naslednjih 14 dni, pa dober tek. Zagrižite v kakšno svežo jagodo. Ja. Pa ne pozabite, če jeste jagode v wimbledonskem stilu, morate smetano polivati čez, ne delaš uno penečo. Ja. Pa kakšen šampanček si prvoščil. Pa face mask nam mora biti. Ja. Živeli. Hvala za pozornost, živeli. Srečno.